Medtem, ko je Zemlja podvržena izjemni tranziciji, dobrohotna bitja iz višjih kraljestev delajo v ozadju, da zagotavljajo, da se duhovni razvoj človeštva nemoteno odvija. Te sile luči, znane kot Galaktična federacija, vnebovzetni mojstri in Angelsko kraljestvo, delajo v naše najvišje dobro. Galaktična federacija je skupek visoko razvitih civilizacij iz različnih zvezdnih sistemov in galaksij, ki so se združile, da bi pomagale planetom, ki gredo skozi velike energetske premike. Uporabljajo napredne tehnologije in duhovne moči za uravnavanje dotoka kozmičnih energij, da preprečijo motnje ali kaos. Vnebovzetni mojstri so razsvetljena bitja, ki so nekoč živela na Zemlji in so zdaj transcendirala v višje dimenzije. Sem spadajo figure, kot so Jezus, Buda, Mati Marija, Kuan Yin, Saint Germain in Kutumi. Tesno sodelujejo z Galaktično federacijo in nadzorujejo duhovni napredek človeštva. Angelsko kraljestvo sestavljajo bitja, ustvarjanja iz božanske svetlobe, ki delujejo kot glasniki in posredniki med nebom in zemljo. Nadangeli, kot so Mihael, Gabriel, Rafael in Uriel, usmerjajo legije angelov, da se dotaknejo človeških src in navdahnejo duhovno prebujenje. Te angelske sile krepijo misli in občutke ljubezni, miru, upanja in dobre volje med človeštvom, njihovo nežno vodenje in posredovanje pomagata zgladiti zemljin prehodni proces. Skupaj Galaktična federacija, vnebovzetni mojstri in angelska hierarhija tvorijo zvezo božanske svetlobe, ki deluje v najvišje dobro človeštva. Ko doživljamo našo kolektivno iniciacijo v višja stanja zavesti, so ta sočutna bitja tukaj, da pomagajo na kakršenkoli način, medtem ko še vedno spoštujejo našo svobodno voljo. Njihov subtilen vpliv in skrb pomagata človeštvu prerasti v duhovno, razsvetljeno civilizacijo in ustvariti raj na Zemlji. Znaki prehoda. Živimo v izjemnih časih in veliko je znakov, ki kažejo, da se v človeški zavesti dogaja velik premik. Medtem, ko se spremembe morda zdijo kaotične in zmedene na površini, se po vsem planetu dogaja osnovno prebujanje. Tukaj je nekaj ključnih znakov tega velikega premika. Družbeni in politični preobrat. Po vsem svetu se dolgotrajne institucije izpodbijajo in reviderajo. Zastareli sistemi in strukture ne morejo več zadržati naše vse večje zavesti. Ljudje vstajajo in zahtevajo spremembe. Obstaja nemir in aktivizem proti temu status quo. Čeprav to kratkoročno vodi v pretrese, je znak porajajočega se novega obdobja. Večja osredotočenost na podnebne spremembe. Ko se naše razmišljanje širi, se povečuje naša skrb za dobrobit planeta. Predvsem mlajša generacija je zavezana življenju v sožitju z naravo in varovanju okolja. Več je pozivov k ukrepanju glede vprašanj, kot so globalno segrevanje, onesnaževanje, trajnost in ohranjanje. To kaže na naše razumevanje, da je planet živo, zavestno bitje. Dvig duhovnosti in zavesti. Ljudje povsod doživljajo globoko hrepenenje po pomenu, namenu in povezanosti onkraj materialnega sveta. Mnogi se prebujajo v globlje resnice o življenju in resničnosti. Več zanimanja je za meditacijo, jogo, energijsko zdravljenje in metafiziko. Ljudje dvomijo o običajnih pripovedih in iščejo višjo modrost. Razpad starih sistemov, denarni sistem, zdravstvo, izobraževanje, mediji in drugi opredeljujoči stebri družbe le stežka še funkcionirajo. Ko se naša zavest spreminja, se zavedamo, kako pokvarjeni in zastareli so številni naši sistemi. Ta razčlenitev je nujen korak, da naredimo prostor novim sistemom, usklajenim z višjimi vrednotami.
Vse večji je občutek enosti. Ko se zavest širi, se širi tudi naš občutek povezanosti z vsem življenjem. Manj je identifikacije z raso, nacionalnostjo in drugimi zunanjimi oznakami. Ljudje se združujejo in premostijo razlike. Več je sočutja, empatije in želje po pomoči drugim, ko drug v drugem začnemo videti sebe. Pospešek tehnologije. Tehnologija napreduje z eksponentno hitrostjo, zlasti pri komunikaciji in izmenjavi informacij. To nas povezuje globalno in omogoča večji dostop do znanja in idej. Stvari, ki so bile nekoč skrite, prihajajo na plan. Tehnologija je odraz našega ustvarjalnega potenciala, ko se premikamo v višjo zavest. Čeprav je težko razumeti vse to, verjemite, da te spremembe utirajo pot novemu obdobju miru, enotnosti, sočutja in harmonije na našem planetu. Dogaja se veliko prebujenje. Srčno te ljubimo. Tukaj smo s tabo. Mi smo vaša družina luči. Mi smo Galaktična federacija. Aho, Aurora Ray.